Po dokončanju gradnje novega objekta za fizikalno in rehabilitacijsko medicino so bile ambulantne dejavnosti, ki so predtem delovale v pritličju in kletnem nivoju objekta zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca, umeščene v novogradnjo znotraj kompleksa javnega zavoda. S tem so bile sproščene prostorske kapacitete za ureditev ambulantne dejavnosti okulistike, ki bi vse dislocirane enote združil na eno lokacijo. Dokument identifikacije investicijskega projekta, ki je minimalna podlaga, da se projekt lahko uvrsti v državni proračun, so svetniki brez glasu proti sprejeli. Nekoliko več pomislekov je bilo ob sprejetju strokovnih podlag za informiranje lokalne politike in ključnih deležnikov na področju varstva starejših Mestne občine Maribor. Mi smo pričakovali in dajali pobudo za to, da se mariborska občina loti nekega projekta, ki bo te najbolj pereče stvari reševal, zdaj konkretno, ne pa da se bomo soočali z tem, kaj ugotavljajo inštitucije, kaj je za starajočo družbo in da je tu itak v naši državi že ogromno poskusov za to, ki so propadli in mi s tem nismo zadovoljni. Mi bi radi imeli operativni načrt mariborske občine, kako bo najbolj pereče probleme reševala. Podžupan na očitke odgovarja. Moram reči, da tudi dobra praksa in primeri dobre prakse že obstajajo. Ne samo v Sloveniji, tudi drugod. Problem je pri nas, da se vedno pogovarjamo forumsko, tudi sedaj so predlogi celo predstavnikov svetnikov vladnih koalicijskih strank, kar mora župan pripraviti, kaj mora katero ministrstvo, noben pa ne sprašuje starejših, kaj potrebujejo. In težava v tej organizaciji pri nas je, da starejši niso vključeni tako, kot so recimo invalidi ali športniki, da bi od spodaj navzgor povedali, kaj si sploh želijo. Pereča problematika pa je že nekaj časa znana. Razširitev kapacitet domov za starostnike, ki so izjemno potrebni, ker so vsa mesta zasedena, vsi domovi so polni, potem tudi šepa služba Zavoda za pomoč na domu, kjer so čakalne dobe tudi zelo dolge, po 3 do 6 mesecev morajo ljudje čakati, da lahko dobijo pomoč na domu. Podžupan sicer poziva vse, da pri reševanju problematike aktivno sodelujejo in s prstom ne kažejo zgolj na občino. Ob tem se je oglasil svetnik Milan Mikl in spomnil na investitorja iz lanskega leta, ki je želel zgraditi zasebni dom za starostnike, vendar od občine ni dobil soglasja za spremembo namembnosti zemljišča. V gradnji doma starostnikov so vedno interesi raznih ostalih domov. Imamo zelo dober dom Danica Vogrinec, je Sončkov dom, imamo na Tezno dom in posod prevladuje tudi nekateri drugi parcialni interesi, ni pa bilo dejansko sproščena ta sprostitev, da bi civilna javno-zasebno partnerstvo pa zasebni kapital vlagal in širil neke kapacitete. Svetniška skupina Nove ljudske stranke Slovenije je zato predlagala, da se vzpostavi ta informacijska točka, ki predvideva, da bi se na enem mestu zbrali vsi podatki, ki zadevajo starejše. Torej, občina bi ponudila v osnovi nek portal, mesto, kjer bi lahko starejši pridobili informacije, ki jih potrebujejo. Na pobudo svetniških skupin sta bila nato sprejeta 2 dodatna sklepa, in sicer, da se imenuje skupino strokovnjakov, ki bo pripravila izvedbeni načrt na področju socialnega varstva v časovnem obdobju 2018 do 2022 in da občina začne pripravo informacijske točke, ki bo v celoti pokrivala področje starejših v Mariboru. Mestni svetniki so potrdili tudi poročilo o delu Centra za pomoč na domu z dodatnim sklepom, da Center za pomoč na domu vsako leto mestnemu svetu predstavi letno poročilo.